Prepričani smo, da bo z gradnjo kulturnega centra v Ljubljani okrepljen medreligijski dialog in vzpostavljen čvrst temelj za medsebojno sodelovanje v dobrodelnem in socialnem delu v širši skupnosti. Tako je pred kakim mesecem dni mufti Nedžad Grabus bodočo ljubljansko džamijo sramežljivo opisal kot kulturni center. Premierka Alenka Bratušek, ki je ob postavitvi temeljnega kamna prav tako poprijela za en vogal, je bila bolj odločna. Prepletanje različnih kultur in ver z novo džamijo ne bo izpolnilo le svoje ustavne pravice, ampak bo mestu in državi dalo prav poseben čar. Župan najlepšega mesta na svetu Zoran Janković ni rekel nič, ker je bil preveč zaposlen s tem, da si je veselo imel roke. Česa se je tako veselil, boste izvedeli v nadaljevanju. Potem se je začel Ramadan, ki so ga muslimanski verniki preživeli v postu in molitvi, premierka Alenka Bratušek se je posvetila naporni izgradnji nepremičninskega davka, župan Zoran Janković pa uvajanju izboljšav v mestno središče. Od vseh potez mu je najbolj uspela zapora prometa na Slovenski cesti, ki bo po novem izgledala takole. V Sarajevu cesta od betona. Meščani so navdušeni. Župana ne more prehvaliti niti sicer večno čemirni Vinko Vasle, ki je na Twitterju zapisal. Najbolj na svetu sem si vedno želel sedeti na neudobnih stolih ob štiripasovnici, kjer mimo človeka vozijo taksiji in mestni avtobusi. A v življenju je že tako, da se zmeraj najde kak nergač in tudi tokrat se je. Neka neznosno sitna nezadovoljna gospa se je takole pritožila čez župana. Človek nič hudega slutet sede na takle stol, malo posedi, kaj popije, hoče vstati, premakne stol, takrat pa mu noge od stola seveda, zdrsnajo med planke tistih nemogočih palet. Nesrečnik se lahko še polomi, tako da mora na urgenco, je sklenila gospa pritožbo, ki so jo uradniki mestne občine Ljubljana, ker so za take primere nepristojni, ročno odstopili tramvaj komandi. U Sarajevu cesta od betona bježi mala Lučiću te ciglom. Ob čudoviti pridobitvi, ki jo meščanom in obiskovalcem Ljubljane prinaša zaprtje ceste v mestnem središču, pa mnogi upravičeno ocenjujejo, da je bilo preimenovanje nekdaj Titove ceste v slovensko preuranjeno in škodljivo. Zaprtje slovenske se pač ne sliši tako imenitno kot Titovo zaprtje. A vrnimo se k džamiji. Medtem ko so muslimani obhajali Ramadan, se je dobri ljubljanski župan Zoran Janković trudil z iskanjem izvajalcev gradbenih del, da bi bilo vse pripravljeno za začetek gradnje, ko bo mimo Bajram. Vidam zgrade i fasade. Mufti Nedžad Grabus še ni dobro vdihnil po izgovorjenih molitvah, ko je že dobil ponudbo, ki je ni mogoče zavrniti. Janković mu je namignil, naj bi bodočo belo lepotico gradila prijateljska podjetja ljubljanskega župana. Armira, betonira. Bilo bi tudi nenavadno, ko bi ta dopustil reki denarja, ki bo za gradnjo džamije pritekla iz Katarja, oteči mimo njegovih kanalov. Kar spomnimo se, kako je dejal sam mufti. Prepričani smo, da bo z gradnjo kulturnega centra v Ljubljani okrepljen medreligijski dialog in vzpostavljen čvrst temelj za medsebojno sodelovanje v dobrodelnem in socialnem delu v širši skupnosti. Župan je to dobro slišal in takoj pomislil na svoje prijatelje, ki bi radi pristavili lončke, no, pravzaprav vedra, sode in cisterne, če smo natančni. Vidam zgrade i fasade.
Tako bo Zoran Janković sit, džamija pa cela. Edino podizvajalci in gradbeni delavci utegnejo potegniti kratko, kot je pri Jankovićevih projektih že običaj. Ampak kaj bi tisto? Tako ali tako so mnogi med njimi muslimani. Morda bodo delali brez plačila, a nič za to, saj džamijo gradijo pravzaprav zase. Pa mirna Bosna, pa mirne Stožice, sem hotela reči.